Malo delam plane za moje naslednja potovanja in bolj, ko vse gledam, malo računam in tako naprej, razmišljam v tej smeri, da bi za ta svoje potovanja dobil enega ali dva sopotnika. Namreč, če greš sam na potovanje ali pa če gresta dva, je v primeru, ko gresta dva, potovanje veliko cenejše. Bi rekel, skoraj pol cenejše. No, glih čist pol ni, ampak rečemo, če bi bil potovanje 1000 evrov, če gre sam, bi bil potovanje, če gre še z nekom, 600 evrov. Če gre pa še ta tret, pa rečemo 450 evrov. Tako približno nekako je, s potovanji imam zelo veliko izkušenj, tako da to lahko trdim. Mimogrede naj povem, da sem obiskal že, ne vem, mislim, da 46 držav, potujem že kar dolg časa, tako da imam nekaj izkušenj. Zdaj, prvo potovanje, ki ga imam v planu, je Jordanija. To bi šel zelo, zelo hmalo. Bi pa šel za 2 do 3 tedne. Iz Budimpešte voz nizkocenovnik do Amana in je cena izredno ugodna. Zdaj, jaz sem to planiral, da bi šel nekje konec oktobra, začetek novembra, tam za 2 do 3 tedne. Kar se tiče tega letalskega prevoza, je cena iz Budimpešte res ugodna. Glejte, če bi šli v Jordanijo 30. oktobra, bi bila cena letalske karte za tja 55 evrov. Če bi šli nazaj 13. novembra, bi bila cena za nazaj samo 31 evrov, potem pa seveda treba je še doplačati tisti 20 kil prtljage, kar je pa 30 evrov v vsako smer. Tako da, če sem jaz to prav izračunal, je povratna letalska karta za 20 kilogramov prtljage samo 146 evrov, se pravi iz Budimpešte do Jordanije. Jaz mislim, da je cena zelo ugodna, pa tudi Jordanija je zelo varna država, kar razvita, kar je tudi fino, ne? Imaš njihovo SIM kartico, kupiš, tako da imaš skozi internet, rentakar se brez težav najame, ponudba hotelov je velika, no pa za videti je ful zanimivih stvari. Rečemo že samo glavno mesto Aman. Potem Petra. Petra, to je najbolj zanimiva stvar v Jordaniji. To ste sigurno že slike videli. To so v neki kanjonu, so razna svetišča, grobence in take zadeve. Moram priznati, da nisem še to čisto naštudiral, kaj točno je, ampak to za Petro je že vsak popotnik slišal. Potem meni še bolj zanimiva zadeva je puščava Vadi Rum. Ko gledaš slike, ostaneš brez besed, saj jaz, ker jaz sem ful velik ljubitelj puščave, in tle mi je pa, rečemo, če primerjam s puščavo v Maroku ali pa v Omanu, ali pa ne vem, v Indiji sem bil tudi v puščavi, pa verjetno še kje drugje, pa v Egiptu. Veste, kaj je tukaj Vadi Ram zanimivo? Ker se z te puščave še kje kakšne hribi, skalnati hribi ven dvigujejo pa to. Tako da, če mi ne verjamete, na besedo vpišite v Google Vadi Ram in pogledajte slikce, pa boste videli. Meni osebno bo to najbolj zanimivo.
v Jordaniji. Potem v Jordaniji je tudi Mrtvo morje, dolina reke Jordan, ful je ostankov iz rimskih časov, razne trdnjave so. Najvišji vrh je visok 1854 metrov, jaz imam tudi namen na njega iti, tako da zelo, zelo veliko zanimivih stvari, no plus pozabil sem še mesto Akaba, to je pa ob Rdečem morju in tam je menda ful dober za potapljati se, ki so korale pa tako naprej, tako da tale Jordanija mi je ful super in kot sem rekel, imam namen iti že hmal. Te cene, ki sem vam jih povedal za letalske karte, to so cene ta trenutek, ki sem jaz video snemal. Te cene grejo lahko zelo hitro gor, ker bolj, ki se približuje odhod, više so cene. Tako da, če te slučajno zanima, se mi jav čim prej, pa da se zmenimo in gremo. Imam pa Jordanijo namen iti točno zdaj, če bi kdo predlagal januarja nimam namen iti, tam imam že druge plane, druge destinacije, pa januarja je tudi malo premrzlo v Jordaniji. Zdaj le november je še zadnji čas, je tako, bom rekel, sončno, prijetno, toplo, nikakor ne vroče, zjutraj mogoče celo mrzlo, ampak tako prijetno. Januarja je pa že kar malo mrzlo. Zdaj, kar se tiče teh mojih popotniških planov, da iščem sopotnika, imam v mislih tudi še druge države, rečemo Kostarika, Mehika, Kuba, Peru, Bolivija, Venezuela. Te države so večinoma take, kjer moraš rent-a-car najeti. Rečemo Peru rabiš orange džipa, namreč sem v Peruju že bil, pa vem, res je že dolg časa nazaj, ampak tam v tistih povaseh, pa to so najbrž ceste, glih še take, ki so bile, tako da tam rabiš orange džipa in cena ni nizka, tako da tam za take destinacije bi bilo fino, če se 3-4 dogovorimo, da pol delimo te stroške rent-a-carja in tako naprej. Imam pa tudi pol malo kasneje, pa tudi namen iti v ZDA. ZDA pa tudi ni poceni, tako da zato, ki bom tudi obvezno iskal sopotnika, ker hoteli so dragi, je običajno hotel za eno osebo ali pa za dve je skoraj ista cena. Tako da, ne vem, rekel, pol nižji strošek imaš, če sta dva v sobi, pa če si sam. Pač takoj pri teh hotelih, seveda, če so 3 ali pa 4, je to ponavadi še bistveno cenejši na osebo. Tako da za vse te destinacije iščem sopotnika, tako da če koga zanima, naj mi piše na tomazgorec@gmail.com. Tudi v opisu tega videa bom dal to, če sem mogoče je komu lažji sam tam klikant, ker pa to pisati, ker tam zmeraj obstaja možnost, da se zmote. No, ampak preden mi pišete, prosim, poglejte še ta video do konca, ker bom povedal malo, kakšnega sopotnika si želim, kakšen sem jaz, bom to brez dlake na jeziku povedal, ker mogoče bo to komu tudi grozno, kar bom povedal, ampak veste, s potovanj, pa tudi s sopotniki imam zelo, zelo veliko izkušenj in vem, da je boljše, da se prej povemo čist direkt vsak, kar ima za povedati, ne samo jaz, tudi tisti, ki se mi bo javil, naj
pove, kaj mu odgovarja, kaj mu ne odgovarja, kaj mu gre na živce, s kakšnim človekom bi šel, s kakšnim ne bi šel, zato, da ugotovimo tukaj, da nismo za skupaj, kakor pa da tam 3 dan potovanja to ugotovimo in imamo potem vsi pokvarjen potovanje, tako da zato bom povedal brez tlake na jeziku. No. Verjetno, da sem jaz, ko boste tu slišali, bo kdo rekel čudak, mogoče sem ja, ampak tako je. In tudi, če bo kdo mislil, da sem čudak, pa si bo rekel s tem, pa ne bi šel na potovanje, ni podrazno, jaz to popolnoma razumem, ker pač tako je, ljudje smo različni. Lejte, zdaj prvo, kar vam moram jaz povedati, če nas spremljate tle na YouTubeu, če me ne, pejte malo pogledati moje videe, boste tudi videli moj stil potovanja. Ampak, kakor vidite, jaz na svojih potovanjih vse snemam in potem objavljam na YouTubeu. Meni je to sestavni del potovanja in to pač tega se jaz ne morem odpovedati in to bom jaz tudi delal. To pomeni, da mi to nekaj časa vzame. Mislim sicer, da se da vse zmeniti, ne? Ne vem, pač se nekako to splanira. Jaz bom to 2 urice na dan rabil za te zadeve. No, ne vsak dan, mogoče en dan 4 ure, pa en dan nič, sej pač dej dam 2 dni skupaj ali pa celo 3 dni skupaj, ne. Ampak mislim, da se to da uskladiti, ne. Tudi jaz ostanem v hotelu, montiram video, vi greste pa nekam okoli. Lahko se tudi zmenimo, lahko bi tudi tako se zmenili, da kakšen dan jaz cel dan video montiral, pa vi vzamete avto, rentakar, pa greste neke stvari pogledati. Tako da to mislim, da se da rešiti, ampak moram pa prej povedati, da jaz to delam. No, kar se tega snemanja tiče, moram še povedati, da se jaz na nekih zanimivih točkah zadržim dlje časa, kakor običajen popotnik. Zato, ker moram tole vse posneti, ker želim, da je video čim boljši, grem tudi neke detalje bolj, se pravi tam, ne vem, če tam nekam treba goriti, zato, ker je dobra razgledna točka, da bom dobro dol posnel, jaz bom to šel, pa tudi, če mi 15 minut vzame, ne. Tako da, to moram tudi jasno povedati, da meni neke pač na nekih teh znamenitostih se znam zadržati dlje časa, kakor običajni popotnik. Zdaj, ali ste moški ali ženska, mi je čisto popolnoma vseeno. Včasih so mi ljudje očitali, da sem ženske, jemljem seboj, ker jaz sem že velikokrat šel na potovanje s kakšnim sopotnikom in res je, da so bile to večinoma ženske, niso pa bile same ženske, to tudi približno ne, ampak nekako bolj so se mi ženske javljale, nisem pa žensk, zato je malo, kakor so mi nekateri učitelji, da jih bom osvajal, pa ne vem kaj še vse. Veste, kako na potovanju, če pride do kakšnih takih zadev, se pol lahko dva še hitreje skregata, tako da jaz to nisem skoraj nikoli na kaj takega pomislil, tako da to se vam ni treba biti, ne. Zdaj, za kakšne take destinacije, kot je Južna Amerika, bi pa še raje moškega vzel,
Zato, ker pa, čeprav v Južni Ameriki že nekaj časa nisem bil sem že v Ekvadorju, Peruju, Kolumbiji, Venezueli, bil sem tudi v Srednji Ameriki, v Mehiki, Gvatemali, Belizeju, pa nimam nekih slabih izkušenj, nimam nobene slabe izkušnje, no. Ampak vseeno Južna Amerika je majčkeno bolj nevarna, malo več je kriminala, vsega več lopovov in tako naprej. In bi vseeno raj videl, če bom zraven še kakšnega malo močnejšega moškega, ker veste, tudi razni lopovi tarče svoje zbirajo tako tista, ki je najšibkejša, ne. In zdaj, če bo tam videl mene, pa 3 ženske, bi se spravili nas veliko prej maltretirati, ke pa če bi videli, ne vem, 4 moške, ne. Tako da ne, v Južno Ameriko s 3 ženskam ne bi šel, bi hotel vsaj, da je še en moški zraven. Zaradi varnosti, ker dostikrat je tako, ne, če se ti postaviš, pa da se ne ustrašiš, bo on rekel, grem jaz raje drugemu probat. To budalo bom pa primer pustil. No, in jaz se ne ustrašim kar takoj, ampak če pa ene 5 pride, ne, je pa le fino, če sta 2, tako da je tako, čeprav pravim, še enkrat rečem, ne, nisem mu še nikoli slabih izkušenj, nikjer na potovanju. Mogoče tudi zato, ker samozavestno delujem in nikjer, ampak res nikjer, ne pokažem, da me je strah, ker me tudi ni in imam bolj verjeten mir. Sabo vsekakor želim pozitivno osebo, nikakor ne želim nekoga, ki bo skozi nekaj jambral, da je enkrat prevroče, enkrat premrzlo, da je non-stop lačen, pa je ta hrana slaba, pa je hotel slab. Tudi ne bi želel nekoga, ki bo skozi mi nekaj jambral, kako je vse, ne vem, mislim, v kakšni politiki se sploh ne bi rad pogovarjal, pa tudi imaš ljudi, ki sam jambrajo, za vsako stvar znajo jambrati, najdeti neke težave in tudi bi mogel nekoga poslušati 2 ali pa 3 tedne, ki mi skozi jambra, ne. Veliko rajš imam neko osebo, ki je pozitivna, se imaš kaj pogovarjati, pozitivne stvari, in spol tudi ti pozitiven, ona pozitivna, ne pa eno samo jamranje. Jaz na potovanjih nisem nikoli slabe vole. Zdaj nazadnje, ko sem bil v Črni gori, Kosovo, Makedoniji pa Albaniji, sem bil samo en večer majčkeno slabe vole, to pa zato, ker je bilo za 2 dni naprej napovedan dež in sem vedel, da mi najbrž ne bo uspelo osvojiti najvišji vrh Makedonije pa Albanije. Tako da ti sem bil mogoče ne par uric malo slabe vole, ampak ne toliko, da bi me bilo težko prenašati. Zdaj, iskreno moram povedati, da so moje potovanja tudi naporna. Jaz, glejte, če sem nekje daleč ali pa blizu, ampak če sem že nekje, mislim, jaz si hočem vse detaljno pogledati, ne nekaj samo na pol. Da bom jaz nekam prišel v Petro, rečemo, ne, pa da jo bom na hitro v 1 uri videl, mi na misel ne pride, jaz bom tu vse raziskal. Jaz, če si le malo mislim, da je tam v oni smeri nekaj zanimivega, grem pol ure hoditi, pa tudi če na koncu ni nič zanimivega, pač ni. Glejte, vsakič, ta tretjič, ko se nekako tako odpravim, kar nekam, bom rekel, na pol, na slepo, najdem nekaj zanimivega. Če ne pa nikoli šel, ne bi pa nič najdel, ne. In tu pol, tudi če ni nič, nisem razočaran, bo naslednjič, ne. Zdaj, tako na to jaz gledam.
Potem zelo na živce mi grejo ljudje, rečemo se gre na kakšen hrib in te sprašuje, a misliš, da je še daleč? Tu mi živci začnejo, takole mi začne, da mi bo glavo razneslo, zato ker to mi človek prav živčen ratam. Ker vem, da je človek živčen, ker bi rad čim prej gor prišel, pa čim prej dol prišel. Jaz pa običajno uživam in ko grem gor in ko grem dol. In sploh ne razmišljam, a je še daleč. Zdaj, če grem res na neko ful naporno, da že ko mi hodim, potem malo pomislim. Ja, bi bilo pa fino, če bi bilo hmal, ampak načeloma pa jaz v tem uživam in pol živčen ratam, živčen zaradi človeka ratam, ker vem, da bi rad čim prej to videl in potem še živčen ratam, a je tu res bliz ali ni bliz. In tega stavka si res ne želim slišati, ker mi pokvari mi dan in pol nimam nič od potovanja. Drugač, nikogar nočem nič siliti. Jaz sem rekel, da bom v Jordaniji šel na najvišji vrh, če te osebi, ki bo šla z mano, če bom seveda dobil, ne bo to pasalo iti, se bo zmenila, daj greva z avtom midva do tega izhodišča, zjutraj, jaz grem tam ven, ti vzameš avto, greš gledat, kar ti paše, jaz pa pol uro ali pa dve prej bom dol prišel, te pa po telefonu pokličem ali pošljem SMS ali preko Facebook ali kakorkoli, me pa prideš puj in to je to. Ali pa kontra, tudi če mene nekaj ne bi zanimalo, popolnoma nič, pa bi uno drugo osebo ful, se bo zmenila, ni problema, ti bi kaj nekam šel, super, jaz te zjutraj zapeljem, grem pa jaz po svoje, še zmenila, kdaj te pridem puj, ali me pokličeš, ali kakorkoli. Zdaj, če so ljudje normalni, se to običajno da vse zmeniti. Rad bi tudi enega takega sopotnika, ki je podoben, ki jaz, se veste, iste sorte ptič v kup letijo, prav en star pregovor in to sigurno drži. Zdaj, jaz sem tak hiter, nekaj se ne ubiram, rečemo, imam enega znanca, če kam greva, jaz šofer, jaz pripeljem nekje, parkiram, stopim ven iz avta in čakam njega, da bo ven prišel, da bo ven čakam, je že ključ, da bom pritisnil, ga ni, takrat ima pol vse še za najdeti, pa mislim se, je šofer, vozim, jaz bi mu pravico, da mečkam kasneje iz avta pridem. Tist pa tudi prej vse lahko tisto najdu, ki imaš za najdeti. In pol stop ven, in jaz takoj zaklenem, da greva, in on pa prav, daj še malo odklen, imam še od zadaj, moram nekaj pogledati. Ne morem, glejte, tu jaz ne morem. Pa tudi ne veste tako, dober je, dva, ki greste skupaj na potovanje, da ima ta tudi neke podobne vrednote, Jaz sem delaven človek, jaz s kakšnim lenuhom ne bi mogel jeti, da se že pol, da bo en meni razlagal, da je delati brez veze, pa da so tisti, ki delajo neumni. S takim žal ne morem jeti, ne vem, zakaj bi si potovanja s tem kvaril, ker vem, da mi bo človek začel jeti na živce, jaz pa nemu. Ker če bi pol
nekaj, kar se jaz ne strinjam, kontriram in lahko pol še on slabe volje in smo vsi slabe volje. Tako da to je, no se tu itak, ne, kaj tisti, ki se nam bo ta javili, se bomo dogovorili, da se enkrat čim prej vidva, usedeva na eno kavico, pivo ali karkoli, jaz počastim, pa da vidva, ali se ujamema. In tudi, če bo kdo meni napisal, Tomaž, lej, mislim, da mi dva nisva iti za skupaj, ne bom čisto nič zameril, samo hvala bom rekel, ker boš, da sva tu midva tle v Sloveniji rešila, kakor nekje v Jordaniji, pa se bo pol mogla še 14 dni ali pa 3 tedne gledati. Ne, kašem Peru, pa Venezuela, pa tu, ko sem prej našteval, to pa tudi mislim je za en mesec. Še en mesec se gledati z nekom, ki ti ne odgovarja, to je pa fejst težko, ne. Drugače sem jaz nekadilec in bi si želel tudi sopotnika, da je nekadilec. Nimam čist nič proti kadilcem, ampak glejte, nekadilci se bolj ujamemo med seboj, kadilci pa bolj med seboj. Pač, glejte, jaz nisem nikoli kadil in se nekako bolj z nekadilcem ujamem. Veste, to pol kadilci so tam pauze ustavljati za cigarete, pa pa tret, pa četrt. Tako da to je to. Ne me pa zdaj zamer, da nimam nič proti kadilcem, lejte, vsak lahko dela kar če. Meni kajenje nikoli ni bilo, nikoli nisem kadil, tako da, tako kot jaz vas razumem, tudi vi mene. Prosim, razumite. Zdaj mogoče po vsem tem, kar sem povedal, mogoče zgledam grozen sopotnik. Ampak gledajte, tako kot sem na začetku rekel, boljš, da tle v Sloveniji ugotovimo, da nismo za skupaj, kakor pa da nekaj pridemo, pa čez 2 dni ugotovimo. Saj jaz še nimam take izkušnje, hvala Bogu, in trkam, upam, da ne bom nikoli imel. Jaz sem že veliko potoval z čistimi tujci, kot sopotniki, pa nimam nobene slabe izkušnje. Lahko rečem, da sem se z vsem ujel, ne, lahko rečem, da sem se z vsem dobro imel, razen enkrat z eno punco se nisva ujela, nisva se nič skregala, ampak, glejte, nisva bila kompatibilna. To, kar sem prej rekel, da morate biti, da iščem podobnega, kot sem jaz, ker sem s takem se lahko ujameš. Ejte, ona je bila v neki duhovnosti, tu so pač neke stvari, v katere jaz ne verjamem in sem imel mem in ona me hotela nekaj prepričati, jaz pa no nazaj, zato ker mi je to na živce šlo, ker je ona mene hotela. In pa nič se nisva skregala, ni bilo tiste energije, veste, da pogovor steče, pa da se fino imaš, pa tako naprej. Tako da z drugim sopotniki, bom rekel, z 80% primerih imam zelo dobre izkušnje in sem prepričan, da tudi oni z mano. Glejte, tle v opisu videa posnetka sem vam dal par linkov. To so izjave nekih ljudi, ki so z menoj hodili, pa so potem napisali prispevek. In tudi te prispevki so zanimivi za prebrati, tako da vsaj kakšnega preberite. Tudi moram povedati, da vsi te, ki so z menoj šli, pa ki sem jih pol prosil, če za moj blog napišejo, kako so se imeli z mano, sem jim jaz to jih prosil, tik, ko smo že domov prišli, tik preden
je šla iz avta ven, ali sem pa celo pol po mailu napisal, če lahko to naredi, zato, ker če bi jaz to sred potovanja rekel, ne, ja, zdaj valjda ne bo nekdo napisal, da sem ful fukjen, pa da je z menoj nemogoče biti, če bo pol mogel biti še 2 tedna z mano, ne. Tako da v opisu videa imate linke, pa saj ene 2 preberite, no. No, zdaj, enkrat dosti sem hodil okoli z enim Aleksom. To je en tip iz Koroške, ki obvlada video, dron je mu že ful prej, kot jaz. In jaz sem njega prosil, če bom to mene majčkeno naučil snemati z dronom. No in potem sva se zmenila, da bova kam skupaj šla. In sva potem na ene 3 potovanje skupaj šla. In on se tudi podjetništvo ga zanima, digitalni marketing. In midva sva imela debate, ne vem, sva se 5 ur vozila. Tu je minilo takole, ker je bila skozi zanimiva debata in sploh ne veš, kdaj prideš. Zdaj pa verjetno ena bolj glavnih stvari, ki vas zanima, to so pa stroški. Kakšni so sploh stroški teh potovanj, v kakšnih cenah govorimo. Verjamem, da še posebej, če niste popotnik, se vam tudi sanja kakšne so cene, zato sem jaz tukaj le majčkeno tole ven potegnil. Aha, še to naj povem, da ne pričakujem, da bi mogel, da je kakšen pogoj, da bi kdo mogel imeti kakšne hude popotniške izkušnje, da ga vzamem za sopotnika. Glejte, najbolj mi je pomembna dobra volja, no pa tudi, da bom majčkeno pomagal, ne vem, kje kakšen hotel najdeti, v kakšni znamenitosti kaj prebrati, da ne bo čist vse na meni. No, zdaj pa glede stroškov. Glejte, jaz sem računal za tole Jordanijo in kakor sem vam že rekel, kar se tiče letalske karte, je povratna letalska karta 146 evrov. Zdaj, tle treba nekaj še prešteti, ker treba priti do Budimpešte, do letališča, pa tam avto pustiti, pa parking plačati. To bi lahko tudi še naneslo. Ja, bi naneslo ene 50 evrov na osebo. Je pa tudi ena varianta, da se z vlakom gre. No, sicer tudi tisti nanese, ne vem, sem tam videl 15 evrov v eno smer. Karta 30 evrov, ampak si pa smo pa že isto, 30 evrov. Aha, pa treba pa tam še en taksi plačati do letališča, pa si pa že na istem, tako da je najboljš z avtom jeti. Verjete, ne vem, koliko ima Budimpešta kilometrov, lejte, tu sem pa res pozabil, ampak bom Budimpešta, bom takoj tole noter dal, zemljevid, koliko je Ljubljane, pa sem pred parem mesecem sem se čez Budimpešto pelal, lejte, pa ne vem, koliko kilometrov. Ma ni jih tako malo, ni jih tako malo, toliko velikih pa tudi ni. Ja, 480 kilometrov, 500 kilometrov, 1000 kilometrov v 2 smeri, ja, lejte, glih, dobrih 50 evrov na osebo bi to prišlo. No, ampak še zmeraj smo potem na letalski karti, pa vse skupaj smo 200 evrov. Lejte, potem prenočišča. V Amanu dobiš solidno prenočišče že za 10 evrov na osebo. Če ga pa zavzameš 15 evrov na osebo, je pa to, ali pa 20 evrov na osebo, ne rečemo, govorim, če sta 2, je to pa super, super prenočišče. Kakor sem po Bookingu gledal. Ne me zdaj vse za besedo držati, ker še nisem bil v Jordaniji in čisto točno ne morem vedeti. No, pol,
No, prunčišča drugje so pa še ful cenejši. Recimo ta puščava Vadi Ram. Sem najdel soba za dva z zajtrkom in večerjo. Glejte, to je na Bookingu. 4,5 € na dan z zajtrkom in večerjo. Glejte, mene na Bookingu niso še nikoli okoli prinesli, tako da verjamem, da to čist ok dobiš in da ne, tudi ocena je bila, mislim, da se pa ne spomnim. Mislim, jaz to zmeraj označim, da mora biti ocena več kot 8. In meni se zdi, da je bila ocena čez 9, ne bom 100% trdo. Okolica Petre, rečemo, sem najdel eno sobo, 12 € na osebo z zajtrkom. Potem en večjih stroškov bi bil rentakar. To je 36 € na dan z dodatnim zavarovanjem. Tisto dodatno zavarovanje, jaz niti ne vem, a ga rabiš, a ga ne rabiš, ampak glejte, 60 € je, jaz to raj vzamem, kakor pa da pol imam neke probleme, tako da se ne grem tega, raj tisto dodam. Čakajte, zdaj, 36 € in zdaj, če bi tu za ene 13 ali pa rečemo 14 dni vzel, se pravi 14 krat 36, 500 €. Se pravi, pa je manj kot 14 dni. No, sicer najbrž je najboljš kar prvi dan vzeti na letališču, da pol tudi taksi ne rabiš iz letališča pa do letališča, tako da ja, 500, to je 250 € na osebo. Potem pa še nekaj za hrano, ampak gledajte, če je 4,5 € v Vadi Ramu soba za zajtrkom in večerjo, po mojem hrana ne more biti draga. Tako da jaz, bom rekel, vstopnina v mesto to Petro je drago, to je 50 € na dan oziroma za 2 dni 60 €. To je treba, to je velika zadeva, je treba še malo naštudirati, če mogoče za 2 dni vzel, ker je itak sem 10 € dražji, pa greš lahko 2 dni pogledati. Mislim, ta Petra je ful zanimiva, tako da mogoče, ampak to je vse stvar dogovora. No, potem pa nekaj za bencin še daš. Bencin je mal čez evro. Lejte, se bom še jaz tlele, lejte, sem sekundo. Tle imaš, upišeš v Google Cost of Living Jordan in imaš tle cene. Jaz to zmeraj kamorkoli grem na potovanje pogledam, ampak, lejte, moje izkušnje so, da so cene zmeraj nižje, kakor so tukaj predstavljene. No, poseben kapučino je zmeraj precenjen. Tle piše, da je kapučino 3 €, 3 € sigurno ni. No, ampak, glejte, druge zadeve. Kosilo v ne dragi restauraciji 5 €, Coca-Cola v restauraciji ali pa Pepsi 0,33, pol evra, ta voda 0,33, 40 centov, McDonald's, ta, bi rekel,
Macmil 6 evrov, pivo je drag 7 evrov, to je najbrž zato, ker je muslimanska država in daje potem na alkohol ful hude davke. Še da pogledamo, ja, liter benzina je pa €1,30, tako da približno kot pri nas. Tako da, lejte, kar se stroškov tiče, sem jaz to porazmišljal, da bi to bilo ne več kot 800 evrov, če greva dva, nikakor ne več kot 800 evrov. Po mojem, v nobenem primeru, če bi šli trije, bi pa to po mojem še za ene 150 do 200 evrov znižalo ceno. Tako da, to je zdaj to še glede stroškov. Zdaj, če ste tole gledali do konca, pa če ste zainteresirani, pišite mi na mail tomas.gorec@gmail.com, pa se bomo dogovorili. Ne mi samo napisati, jaz sem zainteresiran za Jordanijo, dajte napisati še kaj več, kaj odsep, iz kje ste, to me zanima, da tudi, ko bomo mogli imeti neki sestanek, kako se zmenimo, iz kje ste, koliko ste stari, ste že kaj potovali, ne vem, par tistih osnovnih stavkov, ne. Tako da, jaz močno upam, da bom našel sopotnika. Če ga ne bom, bom videl pol, ali bom šel v Jordanijo ali ne. Verjetno, da ne. Bom šel pol raj kar v neko tako državo, kot je Tajska, ali pa Filipini, ali pa kam Azija, ker tam je pa itak vse še ful cenejš, tako da tam mi je pa vseeno, ali plačam sobo 10 evrov, ali pa 5 evrov na dan, ne, 10 evrov, če sem sam, 5 pa, če bi imel še enega zraven, pa tudi tam običajno v Aziji ne jemljem rentakarja, se premikam, na vsak teden grem v nek drug kraj, tam zmeraj najamem skuterčka, ki na Filipinih sem ga plačal 3 evre, v Indoneziji od 3 do 5 evrov na dan. Tudi eno punco sem zdaj videl, ki je bila na Tajskem, mislim, da je rekla, da 2 evra pa pol ali 3 evre, da sem mu plačala za najem skuterja. In jaz sem na Filipinih pa v Indoneziji s tem skuterčkom delal tudi po 250 kilometrov na dan, tako da je tam drugačen sistem potovanja imam, ne. Tle Jordanijo si pa ne predstavljam drugače, ker rentakar, ampak glejte, no, zdaj sej, bi rekel, zdaj, če sem rekel ene 800 evrov, da bi prišel ta potovanje, če gresta dva, če bi šel pa sam, bi pa ene 1300 najbrž prišel. Pol bi bilo pa že boljš, ne, pol bom šel raje v eno to azijsko državo, tako da, pa da mi je tukaj škoda tistih 500 evrov, ampak malo mi je trapasto mogoče, ker lejte, Jordanija je blizu, cene kart so nizke, tako da tu se lahko enkrat z enim v gostilni zmenem, ti greva čez en teden pa greva, ne, tako da to ne bom sam hodil. Če bom šel sam, bom šel raje nekam Azijo in to je to. Nič, lejte, tu sem jaz samo zapovedati, če se vidiš iti na potovanje z mano, se mi javite, pa se probamo vse dogovoriti.
Tako da, to je to. Hvala, ker ste me gledali do konca. Lahko pa, če imate kakšno idejo za kakšno drugo destinacijo, ki jaz nisem omenil, pa je neka ful huda, pa tudi lahko tle v komentarju videa predlagajte. Me zanima. Čeprav predvsem se mi javljajte zdaj za Jordanijo, ker jaz bi najrajš tule Jordanijo moram zdaj čim prej rešiti. Mislim, če ne bom doma, pa lejte, novembra ne bi bil rad doma. Lansko let sem bil v Maroku, sem šel sam, sem se finomu. Vam bom tudi od Maroka dal linke do teh videov, ki sem jih snemal, tako da boste malo videli, kakšen je moj stil potovanja. Tako da dajte, če me drugače ne spremljate, dajte si pogledati malo tele moje videa na YouTubeu, da vidite, kakšen imam jaz način potovanja. Mogoče je za vas čist nespremenljiv, pa je bož, da to prej veste, kaj pa kasneje. Dobro, zdaj sem pa že itak dolg, tako da zdaj pa moram nehati. Hvala, adijo.